Barvite embalaže, lizike, okraski, dišave, navidezne dolžni izdelki, v resnici pa nekaj povsem drugega. Da je maska za obraz, ki ne smemo prodajati kot edit. Skaj mi rečemo, da je to obrazna maska, da 10 mg THC-ja, torej pač isto edit. Izdelki, ki vsebujejo psihoaktivne substance, dostopni tudi mladim. Ja, psihoaktivne snovi so postale mnogo bolj dostopne, kot so bile. Zadnji 2 leti je izrazit porast. Preprodaja na socialnih omrežjih, v barih, pred šolami, sredi belega dne. Marihuana sigurno. Kokain tudi se da dobiti, ja. Če si mlad, dobiš lahko vse iskano danes. Rečeš enemu prijatelju in ti zrihta, ne. Trend, ki je zaskrbljujoč. Slovenski mladostniki ocenjujejo, da je konoplja lahko dostopna in ocenjujejo tudi, da ni nevarna. Tukaj smo res v evropskem vrhu. Zakaj nas to skrbi? Zato, ker dostopnost zelo dobro napoveduje potem tudi dejansko rabo. Nove psihoaktivne substance na trg prihajajo hitreje, kot jih zakonodaja lahko prepove. To je pa tekma. Mi zmeri capljamo za njimi, ker zmeri izumljajo nove spojine. Tle očitno ni meja. Brez kakšnih navodil za uporabo, brez kakšnih informacij o odmerku varnem. Posledice so lahko resne in tudi življenjsko nevarne. Zakaj je Slovenija pristala na vrhu Evrope, ko gre za dostopnost psihoaktivnih substanc mladim, ki se zatika v zakonu, nadzoru ali interesih? Center Ljubljane polnoletnega mladega fanta smo spremljali pri obisku specializiranih trgovin za prodajo legalnih konopljenih izdelkov. V praksi to pomeni, da prehrambene izdelke iz konoplje lahko prodajajo vse dokler vsebujejo največ 0,3% THC-ja. To so sledovi, ki ne povzročajo omame, proizvajalec pa mora zagotoviti tehne laboratorijske certifikate in testiranja, varnostno oceno in ustrezno označevanje. Regulacija je torej stroga. 20 evrov rečemo, da mogoče božiti, ampak sam ne vem, kaj bi močno narediti. In zdaj imamo fulajnih različnih. To so v bistvu po 20 mg, skaj mi rečemo, da je to obrazna maska, je pa kakao noter, kakao maslo, pa 10 mg THC-ja, torej pač isto edit. Izdelek deklariran kot obrazna maska z navodili, kako je čokolado treba stopiti in nato razmazati po obrazu, čeprav v resnici gre za prehrambeni izdelek. Podobno razlago ponudi prodajalec naslednje trgovine. Bone imam več, ki jih zmanjkajo, edino, kar imamo čokolado. Piše, da je maska za obraz, ki ne smemo prodajati kot edit, je to plus, piše, da je CBD, ker ne smemo prodajati kot tega drugega kanabinoid, da pač promoviramo kanabinoide, da zastanejo, ki ne smemo. Dobiš do 3 čokolade za 20 evrov, od enega koščka pol je do CBD. Ampak je kot edit. Gre za očitno izigravanje zakonodaje. Ti izdelki ponavadi ne presežejo zakonsko dovoljene osebnosti THC-ja, vendar sta le 2 kockici čokolade oziroma 20 mg THC-ja že dovolj, da uporabnik občuti učinek. Prodaja, ki se dogaja na očeh pristojnih. Gre za pravno praznino in gre za goljufivo in škodljivo prakso, ki jo sprida in izkoriščajo prodajalci. Priznava Vesna Marinko z Ministrstva za zdravje. Poleg THC-ja je v teh izdelkih še marsikaj drugega, opozarja Mina Paž z Drogarta, organizacije, ki se zavzema za zmanjšanje škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. Problem je potem, ker nikoli dejansko ne veš čisto točno, kaj ti produkti zares vsebujejo. So razni polsintetični in sintetični kanabinoidi, ki so legalni, ker še niso prepovedani, ampak lahko imajo pa zelo močen psihoaktivni učinek, sploh če ti ga zaužiješ preveč. Jaz ti povem, da je to, jaz sem probala že oboje. Ja, all good, pač tu je dejansko naraven THC, no, tu se pravi, ni nobenih suspicion s tem, da si tako ne. To, kar se je dogajalo v zadnjem tajku, sploh ni povezano s manjšimi izdelki. Število takšnih trgovin se povečuje. Legalne izdelke ponujajo tudi na avtomatih. Nekaj mladih, tudi odraslih, so po zaužitju tako imenovanih pokajočih kristalov in gumijastih bombonov hospitalizirali. To kupijo lahko mladi odrasli, mladostniki tudi, ki pa ne poznajo tveganja, ki ne vedo, kaj je v teh snoveh in zaradi tega so te zastrupitve lahko hujše. Nadzora skoraj da ni, ker ti izdelki uradno ne sodijo na področje prehrane, za njih nista pristojna ne Uprava za varno hrano, ne Inšpektorat za zdravje. Z novim zakonom o varni hrani in krmi, napoveduje Marinko, naj bi se to spremenilo. Če je nek izdelek
po sestavi živilo, če ima videz živila in če ga potrošniki dojemamo kot živilo, se bo uvrstil pod živilsko zakonodajo. Zdaj jih lahko zaseže le policija. V zadnjih 2 letih dejansko prepoznavamo problematiko na tem področju, ker se na letni ravni v Sloveniji celo nekaj 10 novih psihoaktivnih snovi umešča na uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog. Tako kriminalist Mišo Radovančević, vodja oddelka za prepovedane droge v upravi kriminalistične policije. Nova molekula pomeni novo luknjo v zakonu. To so bomboni, večinoma so želatinasti, lahko so tudi trdi. Ampak posnemajo znane znamke, ne? Ja, seveda, da privlačijo. Mojca Janežič z oddelka za kemijske preiskave v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju vsak dan preiskuje in analizira nove droge, za katere sumijo, da vsebujejo sintetične spojine. Ne samo na inštrument. V zadnjem letu prevladujejo polsintetični kanabinoidi. Načeloma je pa tako, da so to laboratorijski izdelki, ki so potem infuzirani v živila. So pa to spojine, ki so rahlo modificirane in sicer tako, da postanejo legalne in imajo še vedno psihoaktivne učinke. Hujše? Lahko tudi hujše. Za forenzike je to izziv. O novi spojini ponavadi nimajo ne literature, ne podatkov. Industrija pa je ves čas korak pred njimi. Ko sistem zazna, da je v obtoku nova snov, traja mesece, pojasni Mateja Jandal, vodja oddelka za tvegana vedenja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, preden se zavrti birokratsko kolesje in tudi uradno pristane na seznamu prepovedanih drog. Dejansko ti postopki trajajo od pol leta do leto dni. Vseeno je potrebno snov identificirati, jo opredeliti in potem jo damo lahko na ta seznam. Ves ta čas pa jo lahko povsem legalno prodajajo. V letošnjem letu smo ukrepili odzivni sistem države. Imamo tako že skupaj 592 prepovedanih snovi na seznamu. In Slovenija je v tem pogledu ena bolj odzivnih držav. A to, kot kaže, še zdaleč ni dovolj, saj so droge seznama prisotne povsod. V šoli, v razredu, je zihar dobiš enega, da ti to lahko prodal. Rečeš enemu prijatelju in ti zrihta, ne. Se sam pa tudi po trafikah prodajo, tudi če si mladoleten, tudi prodajo. Se da tudi kaj izmeniti, mogoče. Kako se zmenite, recimo? Ne vem, malo več plačaš. Pa 100 poteka tako, v 2 minutah ti mu da znar, on ti da to, kar hočeš, to je to. To so odgovori srednješolcev, potem ko smo jim zagotovili anonimnost. Slovenija je po dostopnosti psihoaktivnih substanc mladim v samem evropskem vrhu. Posebej zaskrbljujoča, pravi Tanja Udrih-Lazar, raziskovalka na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, je raba kanabisa. Tako po vseživljenjski rabi, še bolj pa po visoko tvegani rabi, recimo že v dopoldanskem času, se pravi pred šolo ali med šolo, v samoti, se pravi niti ne potrebujejo več družbe. 41% slovenskih dijakov prvega letnika srednje šole meni, da je kanabis zelo lahko dostopen. To nas skupaj z Dansko in Nemčijo uvršča na prvo mesto med 37 evropskimi državami. Vsak 10. pa ga je v zadnjem letu konzumiral. Na povečano rabo kažejo tudi policijski podatki o zasegih. Predvsem je med mladimi najbolj popularna prepovedana droga konoplja, sledijo si kokain, ekstazi, torej MDMA, in v nadaljevanju potem še amfetamini in pa na koncu nekako prepoznavamo heroin. Naši 15- in 16-letniki so v samem vrhu tudi po uporabi novih psihoaktivnih snovi. Vsak 5. meni, da zelo lahko pride tudi do kokaina, in to pozor, več deklet kot fantov. Od vseh evropskih držav pa je, kaže raziskava Evropske agencije za droge, prav v Sloveniji med mladimi najbolj dostopen, močno zasvojljiv krek. Dobi se ponavadi najbolj itak trava, a ne, pač kjerakoli vrsta, ne vem, pač. Pol pa kokain, pa da si tudi pač ta hors. Marihuana, vejpi, pufi, THC. Od kokaina do trave, horsa, vse. Ja, vse, trava, iksi, kokain, čiki, fuge, spafi, vse. Klasična prodaja še vedno poteka na ulici, pojasnjuje Radovančević. Ko govorimo o dolgoletnih uporabnikih drog, po mestih še vedno videvamo takšne prizore. Uporaba na javnih površinah, narkomanske igle v podhodih, pod mostovi. Generacija današnjih mladih pa se za nakupe prepovedanih drog poslužuje spleta. Uporabljajo spletna omrežja, spletne forume, različne aplikacije, kriptirano komunikacijo,
preko katere klasično srečanje z ponudnikom prepovedanih drog ni potreben. Torej, naročilo se vrši preko spleta, enako tudi plačilo in pa dostava preko paketnih in poštnih pošiljk. Do njih je povsem enostavno dostopati, v to smo se prepričali tudi sami. Na spletu smo naročili 4 izdelke. Povsod je tudi opozorilo, da ni za prehrano, temveč zgolj za raziskave. Vsi izdelki se prodajajo pod kemijskimi nazivi, ki nepoznavalcem ne povedo veliko. Slab teden po naročilu sem prejela paket. 4 naročeni vzorci, eden je prišel kot darilo. Vse izdelke smo, da bi izvedeli, kaj v resnici so, odnesli na analizo v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. To je zdaj ta odpadna voda, iz katere lahko kar veliko stvari izvemo. Kaj zauživamo, kaj jemo, kaj pijemo, katere droge so v porastu. Odpadne vode so dragocen vir informacij. Raziskovalna ekipa Inštituta Jožef Štefan jih analizira enkrat letno in iz njih izčita dejansko uporabo drog v družbi. Redno spremljamo 4 stimulanse, to so kokain, metamfetamin, amfetamin, ekstazi in posebej še konoplja oziroma THC. Tudi zdravilo, ki se zlorablja, to je kodein. Razloži doktorica Ester Hit, raziskovalka z Inštituta Jožef Štefan. Pred 5 leti, ravno preden so zaradi epidemije covida šole zaprle svoja vrata, so na izpustih odpadnih vod preverjali, ali so in v kakšnih količinah droge prisotne v slovenskih izobraževalnih ustanovah. Večina uporabe se dogaja zunaj šole, pravi direktorica Ljubljanskega šolskega centra Nives Počkar. So jih pa že zaznali tudi v šoli. Tudi se nam je že kdaj zgodilo, da smo kakšnega dobili, tako da tudi količina, hvala Bogu, ni bila tako velika. Potem seveda pokličemo starše. Največji problem je, če starši zanikajo. Vsak starš bi mogel te alarme vključiti, če bi njegov otrok to užival. Kar je pokazala analiza, ki so jo izvedli v 6 slovenskih mestih, je presenetilo tudi raziskovalce. Rezultati v bistvu nas so presenetili, niso pa presenetili recimo ravnatelje šol. Od 19 osnovnih šol so uporabo kanabisa zaznali v 14, prav tako v vseh srednjih šolah, vzorčili so v 10. Še bolj zaskrbljujoče, na 3 osnovnih šolah so v odpadnih vodah zaznali kokain, prav tako v polovici srednjih šol. Kokain je bil prisoten na 8 od 9 fakultetah. Kokain je v zadnjih letih postal pač res razširjena droga. Je neka substanca, ki ustreza duhu današnjega časa, naredi človeka budnega, samozavestnega, odprtega, na nek način funkcionalnega. Če so cigarete in alkohol v šolah z lahkoto prestregli, je z novimi, večinoma sintetičnimi drogami to precej težje. Se pojaviti v šoli s kakšnim takim obono, to učitelju ne bo sporno. S kakšnim vejpom bi bilo. Ali pa s cigareto, s tem pa ne. Prihajajo droge, ki so še nepoznane in mi seveda v šoli ne moramo vedeti nič o njih. So pa pri analizi odpadnih vod, pojasnjuje Ester Hit, zaznali bistvene razlike med izobraževalnimi stopnjami. Frekvenca detekcije je bila veliko višja v višji stopnji izobraževanja. Imamo vsako leto več obravnav zaradi zlorabe oziroma zastrupitev z različnimi psihoaktivnimi substancami, in pa zdaj so se pojavljale tudi te sintetične. Med hospitaliziranimi vse mlajši. Oskrbeli so, pojasnjuje Veronika Velenšek, predstojnica sprejemno-triažnega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani, tudi 10-letnika. Starost je nekoliko nižja, se pravi nekaj 14,5 let, povprečje 14,5 do 15 let. Mladi so, niso samo srednješolci, zelo je ta prehod iz osnovne v srednjo šolo izpostavljen, ampak so tudi osnovnošolci, seveda. Prelomno je bilo obdobje covid epidemije, stiske otrok in mladostnikov so se poglobile, s tem pa tudi uporaba drog. Mladi so bili takrat pol leta popolnoma izolirani, izven socialnih stikov, brez stikov z vrstniki, marsikdo je bil v nevarnem domačem okolju in so se na nas začeli vedno bolj obračati mladi, ki so imeli res hude težave, in ki so začeli uporabljati substance in so se na tak način poskušali malo samo zdraviti. Kaj je glavni razlog, da tako veliko mladih poseže po psihoaktivnih substancah? Zaradi stresa šole mogoče. Zaradi stresa? Ja. Ker pač to, poznam jih par, ki to delajo, pa pač sam se sprostijo na tak način. Kakšno nezadovoljstvo, kakšne pač družinske problemi. Ne vem, kaj je šola, kakšne stiske, ne vem, kaj je tazga. Če me šolo, da te nekaj sprosti, pa čez vikend, ki greš malo ven, pa to, pa
nekaj, da te poživijo. Prav nove droge, ki so vsakih nekaj dni drugačne, so težavne tudi z vidika zdravljenja ob zastrupitvah, opozarja Velenšek. Zdravniki ne znajo predvideti poteka simptomov, odziva telesa. So nepredvidljivi, jih ne poznamo tako dobro. Zdaj, učinki stranski, toksični, ki jih največ pogosteje opažajo, so mogoče najprej neka euforija, sproščenost, potem pa tesnoba, paranoidne misli, halucinacije, sprožijo lahko psihoze, slabost, bruhanje, motnje zavesti, krče smo tudi že imeli. Mlade teh je samo v Ljubljani zaradi sintetičnih drog letno hospitaliziranih med 30 in 40, v bolnišnici zdravijo od 4 do 5 dni. Nazaj v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, kjer so v sklopu raziskave opravili analizo tudi naših 5 vzorcev, ki smo jih naročili prek spleta. Gre za te gumi bombone z deklarirano oznako HHC, torej heksahidrokanabinol. 50 mg je sicer na embalaži, ampak sedaj pa dejansko ne vemo, ali to vsebuje 50 mg na bombon ali pa vsi bomboni, ki so dejansko v paketu. Smo naredili analizo 3 bombonov, torej različnih, in smo dobili seveda različne vsebnosti, kar še bolj zaskrbljujoče. Namreč od 21,30 do 38 mg HHC-ja na bombon, kar pomeni, da zaužitev enega samega bombona je presežena vsebnost. Konkretno gre za polsintetični kanabinoid. Že 2 bombona lahko povzročita tako intenzivne dolgotrajne učinke, da lahko sploh pri otrocih pride do hospitalizacije. Videti je zelo nedolžno. Za primerjavo, levo je navaden gumijast bombon, dostopen v vsaki trgovini, desno bombon z močnim psihoaktivnim učinkom, ki smo ga kupili na spletu, brez kakršnih koli omejitev ali težav. Sicer zelo, zelo podoben, sicer je po trdoti ta je malo trši, ta je malo bolj mehak, to je edina razlika. Izkazalo se je, da so tako kot ta vzorec še 3, ki smo jih prinesli v Sloveniji, že prepovedani. 2 sta analogna ketamina, zdravila iz skupine anestetikov, ki se uporablja v medicini, ter še vzorec s halucinogenim učinkom. Edini še legalni vzorec je bil ta pivnik. Gre za spojino, ki je torej analog LSD-ja. Uporabniki potem zaužijejo v obliki papirčka to spojino. Zanesljivo pa to ni varen izdelek, namreč spet ni podatkov o doziranju. Kje je razlog za tako drastično dostopnost in uporabo? Kaj smo kot družba naredili narobe? Jaz mislim, da smo do tako legalnih kot ilegalnih psihoaktivnih snovi kot družba zelo permisivni. Vsi smo priča temu, da dejansko smo zadnjih 10 let imeli nek pogovor v družbi, ki je relativiziral škodo, ki jo povzroča konoplja. Vse evropske države se soočajo z enako težavo, kako omejiti širjenje in dostopnost psihoaktivnih snovi. Te prihajajo na trgu v vseh barvah, oblikah in sestavah. Zato je nujno, da mlade informiramo, se z njimi pogovarjamo, jih ozaveščamo. Vlaganje energije v to, da imajo starši z otroki dober stik. Se pravi, da otrok ve, da lahko staršu stvari pove, da jim lahko zaupa, če karkoli se dogaja. Treba je otrokom vsem povedati, da droge pač so nevarne, tle ni kaj, sploh za mlad organizem. Predtem je nujen dober in učinkovit nadzor, hitrejši odzivi in zakonodaja, ki bo preprečila prodajo potencialno nevarnih psihoaktivnih izdelkov. Brez tega bo dostopnost tudi mladoletnim ostala visoka in tako kot danes praktično brez omejitev.